voda. V tej fazi lahko tudi navežemo na projekt Informacijski pospeševalnik, ki je nekakšna skulptura, nekakšna platforma, ki ponazarja vod, po katerem lahko potujejo informacije. Tako kot si že prej vprašala, informacije, nedoločene informacije in informacije v širšem pomenu, ampak s tem vodom poskušamo nekako nakazati, da obstaja neka možnost predstave informacije kot snovno predstavo. Nenazadnje je bilo tudi veliko raziskav v znanosti narejenih na to temo, da informacija vsebuje lastnosti snovi in prav v tem kontekstu se tudi naše delovanje nekako povezuje znanstveno sfero, kjer ne uporabljamo toliko sredstev iz znanstvenega sektorja ali pa bi rekli orodij ali pa izumov, ampak način razmišljanja, način aplikacij, način obravnave in hranjenja podatkov. Nenazadnje je tudi projekt Modux precej vezan na znanstvene pristope in gre za v bistvu nekako uporabo pristopa, znanstvenega pristopa, znanstvene analize na področju vizualne umetnosti. Kot en prospektič tega našega zadnjega informacijskega pospeševalnika, kratek opis, vsebina pa je čistko generirana z ene razstave, ki smo imeli tukaj v Ljubljani s računalniške kode, ki upravlja sistemom in pa spet s to grafično podobitvijo tiskanega vezja oziroma tega skeleta, ki zajema oziroma prevaja informacijo, s katero potem vso stvar, tako to tiskano veze, kot tudi recimo informacijski pospeševalnik napajamo. Naš pristop k projektu, k razstavi ali pa tudi k debati, tako kot bo danes, je vedno kot preizkus, se pravi kot en poskus, v koraku, v katerega potem mi zberemo določene odgovore, določene signale, spet neke informacije, ki so potem tudi naknadno ali pa oziroma v prihodnih projektih obdelane in upoštevane. V projektih ali pa v določenih primerih tudi težko razumljivih iz strani publike je bistveno to, da se ustvarjajo neke konkretne situacije, neke možnosti debatiranja in tudi za nas je pomembno, da imamo nek feedback glede na to. In tudi ti naši projekti so nekje postavljeni v moram reči, v nek tak brezmejni ocean in delujejo kot neki svetilniki, kot neki otoki, ki omogočajo neke vrste debato, ki ni vsakdanja tudi na področju sodobne umetnosti. Koliko jaz poznam tudi vaše projekte odprej, ste se tudi prej že ukvarjali s Pixlom, ki ste ga slikali. Pixel je spet oziroma vedno vas intrigira neka taka delno to, kar je danes digitalno, pa se mi zdi, ko vedno to predelate v neki klasični mediji, ampak klasični medij, ki je nosilec samo tega. Ne smemo pozabiti, to moj povzetek, da pa me morate vi popraviti. Ne smemo pozabiti, da smo vsi v bistvu imamo klasično likovno izobrazbo. Se pravi, smo bili akademsko že vezani na nek likovni izraz, čisto kot dvodimenzionalen. In ko smo začeli potem s tem projekti, smo v bistvu tudi vedno se naslonili nazaj. Se pravi, vedno naš produkt je bil več ali manj ploskoven, vsaj na začetku. Od tam tudi ta pixel. Ta pixel, ki je bil po definiciji, ko je bil narejen, naslikan, čist likovni izraz in hkrati pixel kot tisti najosnovnejši podatek v nizu informacije. Se pravi, beležen, hranjen in transformiran. Zanima še kaj takega, kakve intrige informacijske, tudi glede na to, ko se toliko z informacijami ukvarjate. Ali to je tako samo informacija je, jaz moram reči, da tudi v določenih elementih teh grafik je ponazorjeno, da informacija lahko predstavlja na eni strani eno veliko možnost, tudi v današnji sodobni družbi, spravi tisti, ki nekako poseduje to super informacijo, lahko upravlja z našo družbo, lahko nekako manipulira z našimi željami in s tem tudi nekako finančno obogati. Po drugi strani so informacije lahko drugih značajev, terorističnih, medijskih. Vse danes imamo praktično vse vezano, tudi politiko, striktno vezano na informacijo, se pravi,
politika se vedno bolj obeša na medije in v bistvu izkorišča razne medijske možnosti za širjenje informacij. Kakve tehnike so? No, tiskana verzija so narejena ne prav na najbolj klasičen način, ampak so narejena, zrisana so vsa v računalniku, pač s tem primernimi softverji in potem vektorizirana v softverju, ki je za izdelovanje tiskanih vezij, ampak narejene so s klasičnim ploterjem, se pravi s črnilom na bakreno površino in potem jedkane s klasičnim postopkom jedkanice. Ponovadi v izdelovanju tiskanih vezij se uporablja fotopostopek in tukaj je ta bistvena razlika in lahko spet govorimo o tej navezavi na vektor in bitmap in lahko rečemo, da so to čisto vektorske risbe. No? Nas ne zanima toliko vsebinsko kot forma, ne? Kot potencial, lahko kot naboj ali pa recimo schema, ki generira potem nekaj, kar ne bi bilo fizičnega. Ne? Zdaj sama vsebina informacije, na koncu, tako kot jo mi pretvarjamo, ne? Se tudi na tej poti izgubi, ne? Se pretvori. Kar pa ostane, ne? Je pa tisto, kar potem formulira ali pa generira naše potem te končne podobe. Ne? Ali gre za sliko, ali gre za zvok, ali pa zgolj za neke nove podatke, ki so spet tako kot izvorne informacije hranjenja v databazih in tako naprej. Ne? Lahko bi celo rekli, da v bistvu pri nekaterih risbah ali pa grafikah je očitno, da izhajamo prej iz same oblike, iz same likovne strukture in potem odkrivamo naprimer same vire idej ali pa konceptov, ki nam potem dajo neko refleksijo na to informacijo ali pa na snov te informacije. Večkrat v bistvu izhajamo čisto iz likovnega načina raziskovanja. Spravi, nimamo prej ideje, imamo prej likovni pristop, imamo prej eno risbo ali pa sliko in potem iz te risbe, iz te forme pridobivamo tudi vsebino. Lahko samo nekaj vprašam, tale detalj me zelo spomni na en odlomek iz naše risanke, ki smo videli v Malčkovi, če se spomnite Baltazar. Govorili že o Baltazarju in njegovem stroju, se pravi... Zato, ker ta stroj dejansko, ne, tole zdaj tu, se zelo spomni, ko sem bila Mička na kaj, pač Baltazar je vedno dobil informacijo. Se tudi ta so ta čarobnost, ne, ko v bistvu brez nekih določenih zakonitosti, ne, in z minimalno vhodno informacijo povzroči čarovnijo in pa ta v bistvu produkt, ne, to kapljico ali pa prah čarobni in tako naprej, ne, je skrit tudi v bistvu v teh naših delih. Ne, se pravi, mi res napajamo ta naša dela z določenimi informacijami, ne, ki so potem pa lahko čisto umetniško pretvorene oziroma kanalizirane po vseh teh prevodnikih do nekega končnega rezultata, ki je tudi na nek način čaroben. Spravi čaroben na način, da ni točno določena več ta povezava za nazaj. Se pravi, iz tega rezultata več poti nazaj k izvorni informaciji ni. Ne. Je pač enostavno umetniško pretvorjen izraz.